Ko so Slovenci lahko po več stoletjih nemške represije končno stvari prijeli v lastne roke, so to storili brez zadržkov. 27. oktobra 1918 so se slovenski vojaki v Celju uprli Povelju in ostali doma, namesto da bi odšli na italijansko fronto. Takrat je bilo Celje del tako imenovanega Trnavskega trikotnika Celje, Maribor, Ptuj, kjer so bili Nemci večinsko prebivalstvo in so Slovence vedno bolj podrejali. Zavzeti Štajerci, ki niso čakali na nesposobno Ljubljano, so ustanovili Narodni svet za Štajersko in ob prvi priložnosti prijeli za delo. Tu je bil aktiven Rudolf Maister, zaradi katerega so se Nemci počutili ogroženi in so ga že marca 1917 premestili iz Maribora v Gradec z namenom poznejše premestitve v Trst ali Dalmacijo. Vendar je Maister preko vez dosegel, da ga je avstrijski cesar sam premestil nazaj v Maribor. Liberalci so nemškemu prebivalstvu Celja, Ptuja in Maribora zagotavljali avtonomnost in enakopravnost ter jih mirili, da jim ne bodo odvzemali posesti in nasilno izpodrivali njihovih trgovin in obrti, kar so Nemci Slovencem počeli že stoletja. Nemci še 31. oktobra niso dvomili, da bo staro nemško mesto ob Dravi varno. Že naslednji dan pa so Slovenci preko časopisov Nemce uspeli prepričati, da so Britanci že v Ljubljani, zaradi česar se je 47. nemški pešpolk umaknil iz Maribora in začel se je prevzem mesta. Zaradi oddaljenosti pa so Nemci hitro obupali nad Celjem. Uradniki so že 1. novembra pobegnili, 6. novembra pa je nemški župan Heinrich Jabornek odstopil in vodenje Celja predal Slovencu Frideriku Lukanu. Slišati je bilo nemško Celje danes in nikdar več. 3. novembra pa so na Ptuju razglasili, da so Ptujčani rešeni avstrijskega suženjstva. Nemške lojaliste so 7. novembra razorožili, nemškega župana Josefa Orniga pa je zamenjal Slovenc Fran Jurleta. In končno 16. decembra 1918 je bil razpuščen Mariborski mestni svet, odstavljen je bil še zadnji nemški župan Maribora, Johann Schmiederer, vodenje mesta pa je prevzel Slovenec Vilko Pfeiffer.